Če kaj velja za ta 4-letni mandat, ki se izteka, velja to, da je vlada v tem primeru na čelu z ministrom Zverom na področju šolskega ter predšolske vzgoje pripravila in že izpeljala vrsto polovičarskih, nepremišljenih, strokovno neutemeljenih, predvsem pa populističnih potez. Žal se njihove negativne posledice že kažejo, tudi na področju predšolske vzgoje in dostopa otrok in staršev do kakovostnih storitev vrtcev. Eden takih primerov je nedavno spremenjeni zakon o vrtcih, ki je uzakonil na videz všečno rešitev, brezplačne vrtce za drugega in vse nadaljne sorojence, ki so hkrati vključeni v vrtec. S tem naj bi vlada pomagala predvsem mladim družinam in posredno celo spodbujala večjo rodnost. Vendar pa gre za rešitev, ki županom, občinskim svetnikom, strokovnim delavcem in nenazadnje tudi staršem povzroča nemalo težav in zadreg. Nanje so pri sprejemanju novega zakona pravočasno opozarjali tako neodvisni strokovnjaki, kot tudi zaresovi poslanci v zakonodajnem postopku, a karavana je šla brezobzirno dalje. Občine se zdaj zaradi te brezplačnosti soočajo s povečanim interesom staršev za vpis otrok v vrtec, kar je sicer zaželeno, in posledično ne le s pomanjkanjem ustreznih, kakovostno opremljenih prostorov, temveč tudi z bistveno večjimi stroški, saj je država občinam naložila večji delež finančnega bremena. V občini Slovenske Konjice, od koder prihajam, je treba že iz tako šibkega občinskega proračuna za vsakega v vrtec vključenega otroka mesečno nameniti približno 220 evrov za pokrite razlike v ceni, preostanek, približno 85 evrov, pa prispevajo starši. V prihodnje lahko pričakujemo, da se bo delež proračunskih sredstev za te namene še povečeval. V zares smo prepričani, da je treba financiranje programov predšolske vzgoje in sedaj veljavno lestvico subvencioniranja plačil za starše poenostaviti ter povečati njeno občutljivost v vseh plačilnih razredih. V zares predlagamo rešitev, da bi država za 20% najbolj socialno ogroženih predšolskih otrok zagotovila 100% plačilo cene vrtca leto dni pred vstopom v šolo, s čimer bi otrokom omogočili brezplačen vrtec, občinam pa v določenem deležu dodatno sofinancirali vrtce. Na ta način prihranjena sredstva bi občine lahko namenile za vlaganja, predvsem v povečanje prostorskih zmogljivosti vrtcev in obogatitev programov. V zares si bomo prizadevali za razširitev mreže javnih in zasebnih vrtcev s ciljem, da bi zagotovili dovolj mest za otroke od 1. do 3. leta starosti, dvigniti pa je treba tudi delež v programe predšolske vzgoje vključenih otrok v drugem starostnem obdobju na vsaj 90% celotne populacije. Kot je nekoč zatrdila profesorica, raziskovalka in družinska terapevtka dr. Gabi Čačinović-Vogrinčič, slovenski vrtci so med najboljšimi na svetu. Poskrbimo, da bodo tudi v prihodnje ostali zares kakovostni in dostopni.